Evo, lepo pozdravljeni, mir z vami, dragi ljudje in dragi sledilci kanala RPL Balkans. Par refleksij za tole torkovo popovdne, je že popovdne, zapravo malo čez 12 je, tako da bi samo citiral par stvari, kar se je govorilo v teh dneh, ker se govori pač o genocidu. Tukaj je en gospod, pač znan v Sloveniji, tudi ga ne bom omenil, ampak verjetno veste, o kom govorim, govori, da poleg genocida poznamo tudi etnocid. In etnocid je načrtno kulturno uničevanje etnične skupine ali naroda, ki se običajno nadaljuje z genocidom. V naši preteklosti je bilo veliko etnocidov in genocidov, na katere pozabljamo. Kot naprimer britanski in ameriški nad Indijanci, ali severnimi ameriškimi domorodci, španski in portugalski nad južnimi Američani, angleški nad avstralskimi aboriđini, francoski, italijanski, nemški in ostali kolonizatorjev nad številnimi drugimi ljudstvi. Se pravi, Slovani smo bili stoletja koristni kot obrambni zid ali ščit pred vzhodnimi ljudstvi, Mongoli, Huni, Turki in pa tako naprej. Ko ni bilo več te nevarnosti, so se spravili na nas. Etnocid nad Slovani se je začel 13.7.1920 s tako imenovanim požigom Narodnega doma v Trstu. Mogoče bo kdo rekel, da je to pretiravanje, ampak ni šlo samo za požig ene stavbe, ampak samo Narodnega doma, ampak za požige in razdejanje okrog 25 stavb slovanske lastnine od Trsta do Pule v Istri. Tudi v Puli so požgali hrvaški kulturni dom. To je bila tako imenovana kristalna noč italijanskega fašizma nad Slovani, ki se je zgodila 18 let prej kot pa nemška nad Judi. Slovencem in Hrvatom je Benito Mussolini grozil z genocidom že 20. septembra 1920 v Puli, saj, kot je rekel, bi z lahkoto žrtvoval 50.000 Italijanov za poboj 500.000 barbarskih Slovanov. To, kar se je potem počelo, se pravi s prepovedjo jezika, poitalijančevanjem imen, konfinacijami, zapori in mučenjem, to je bil pa že pravi etnocid. Z genocidom so previdno začeli šele z napadom na Jugoslavijo, a kmalu so pokazali svoj pravi namen, še najbolj z ofenzivo na Dolenjskem, v kateri je bilo pobiti tam nekje več kot 1000 civilistov in partizanov. Da gre za genocid, je najbolj jasno povedal Mussolini, in sicer v Gorici 31. julija 1942. Akademik Saša Vuga ga je osebno slišal, kako je rjovel: treba je iztrebiti vse moške tega prekletega plemena ali pasme. Citiram: Bisogna sterminare tutti i maschi di questa maledetta razza. Rasa, kakorkoli že. A tako ni mislil samo on, ampak tudi drugi fašisti. Njegov general Mario Roboti je kričal, da se premalo ubije. Se pravi, citiram: si ammazza troppo poco. A to še ni bilo najbolj hudo. Najhuje je, da so jim pri tem pomagali izdajalci in kolaboracionisti, da so tudi ti sodelovali pri etnocidu in genocidu lastnega naroda. Zato pa seveda se pozablja na ta etnocid in genocid, na to, kako se je začel, kaj je vzrok in kaj je posledica. In danes, kar vidimo v današnjih mainstream medijih, alternativnih medijih, socialnih medijih in ostalih medijih, online ali ne online, ali na cesti, ali v gozdu, ali kjerkoli se nahajate, danes se pozablja, da se je fašizem začel v Italiji. Res, da najprej do njihovih socialistov in komunistov, vendar se je čez dobro leto preusmeril prav na Slovane. Ob tem se pozablja, da je na to v drugi svetovni vojni padlo ali bilo pobitih več kot 40 milijonov Slovanov. In pomislite, ko nas pač Slovane, Italijani obtožuje za genocid s fojbami, ko nas častilci naše kolaboracije obtožujejo za povojne poboje. Se pravi, za ta prepad med tako imenovano fašizmom in komunizmom lahko rečemo,
prav iz teh zgodovinskih dogodkov, da tisti, ki pravi, da to ni tako, se pravi, je dovolj, da samo pogleda letnice iz pravkar omenjenih citatov in prosim, komentirajte, povejte, kaj mislite o tem in seveda dobrodošli k vašemu mnenju, ker vaše mnenje šteje. Vaše mnenje, če ga napišete v komentarjih, šteje in vesel bom vsakega mnenja, ki ga boste napisali spodaj. Mogoče napišete kakšno o britanski kolonizaciji, o razlikah med nemškim nacizmom in italijanskim fašizmom in britanskim kolonializmom in ameriškim imperializmom. Zanimivo bi bilo slišati kakšne paralele med temi štirimi termini. Hvala lepa in lep dan še naprej.